Ko so Jezusa vprašali, zakaj v prilikah, zakaj ljudem govori v prilikah, je rekel, zato, ker gledajo pa ne vidijo, poslušajo pa ne slišijo in ne razumejo. In ker sem jaz podobnega mnenja o svojih sobratih, sosestrah, sem se odločil posodobiti Jezusove prilike, s tem, da jaz za svoje prilike imenujem neprilike. Tako da mi dovolite najprej originalna prilika o svadbi. Jezus jim je spet spregovoril v prilikah. Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je napravil svadbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljeni na svadbo, vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike, rekoč, povejte povabljenim, glejte, pojedino sem pripravil, moji voli in pitena teleta so zaklani, vse je pripravljeno, pridite na svadbo. Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli, eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji. Ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih osramotili in pobili. Kralj se je tedaj razjezil in poslal svojo vojsko, da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali. Nato je rekel svojim služabnikom, svadba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svadbo, kogarkoli najdete. Služabniki so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre. In svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečene svatovske obleke. Dejal mu je, prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovske obleke? Ta pa je molčal. Tedaj je kralj rekel strežnikom, zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven v najzunajnejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih. In sedaj neprilika o svadbi. Po 2 letih koruzništva in ko je bil na poti že drugi otrok, se je on končno vdal in naznanil, da se bosta poročila. Ne sicer, da bi on spremenil mnenje o poroki, zanje je bila to še vedno nepotrebna malomeščanska navlaka in zgolj list papirja, ampak ona si je zaželela nove kuhinje in ker so pri najboljšem sosedu dajali mladoporočencem ugodne kredite, njegov oče ni spraševal za razloge, da se bo le hiša znebila sramote, kot je imel navado reči. Ne nazadnje je bil član pastoralnega sveta in z župnikom sta se ob partijah taroka kdaj že začela tikati. Skratka, njegov oče je radodarno in na široko odprl denarnico, najel nemajhno dvorano v nemajhnem hotelu z najboljšo postrežbo v mestu in rekel, da denar ni problem. Da ne se potrudijo, samo da njeni stari ne bodo imeli pripomb. Med tem časom je njegova mama telefonarila bližnjim in daljnim sorodnikom, pisarila dobrim in ne tako dobrim prijateljem, sosedi pa tako vejo, da so dobrodošli, ne? In dvorana se je začela polniti z obljubami. Kajti, ko je ušlo jutro poročnega dne, so začela deževati opravičila, bolezni, dopusti, neodložljive službene obveznosti. Skratka, ko je nevesta v belem stopila v poročno dvorano, je tam stala samo teta Zlatka, šopek zavistnih in seveda neporočenih sestričen in ogromen, cinično piker nasmešek na obrazu njene mame. Zaman je njegova mama kurila baterije na mobilcu, bolj ko se je hrana hladila, bolj je njegovemu očetu prekipevalo. Iztrgal je ženi mobilce iz rok, ga zagnal v steno, sorodstvo pa z besedami, ki res niso v čast in ponos članov pastoralnega sveta, poslal v nasprotno smer in se odločil za drastično dejanje. Stopil je na recepcijo hotela in povabil goste hotela na svadbo. Ne samo to, stopil je ven na cesto in na ključne, nič hudega sluteče mimoidoče ne povabil, silil naj postanejo svatje. In res so mnogi vstopili. Kaj teče, zastojn človek? In na vratih jim je njegova mama s tresočimi rokami pripenjala poročne šopke na prsi. Ko je malo kasneje njegov nervozni oče zakorakal med svati, je tam zagledal možaka s polnimi usti, s
kozarcem v roki, ampak brez šopka na prsih, da ima alergijo na rezano cvetje, je rekel. Nasmeh na obrazu njene matere se je razraščal, očetu pa je padel mrak na oči, zagrabil je možaka, ga zvlekel ven v najzunanjejšo temo in vse ostalo je stvar črne kronike in jok in škripanje z zobmi, kajti veliko je poklicanih, a malo izvoljenih, oziroma v prevodu, veliko jih je skupaj, a malo poročenih.